Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Idrijo v svetu poznajo po marsičem. Najpogostejše sopomenke za Idrijo pa so najbrž rudnik, živo srebro, žlikrofi in seveda čipke. In o slednjih se bomo pogovarjali danes v oddaji Aktualno. V studiu lepo pozdravljam Valerijo Božič, direktorica Zavoda za turizem v Idriji. Dobrodošli. Lep pozdrav. Manj kot mesec dni nas loči od festivala Idrijske čipke. To je osrednji turistično-zabavni etnološki projekt občine. Kako tečejo priprave? Ja, priprave so v polnem teku. Mi smo v bistvu že na finišu, kar se tega tiče, ko moramo imeti že vse pripravljeno, tako da je pestro. Vaš zavod je glavni organizator, festival bo pa letos nosil številko, mislim, da 41. Tako je, 41. festival Idrijske čipke bo že letos v Idriji. V vaši organizaciji deluje na tem projektu zelo veliko, recimo tako, partnerjev. Vsak obdeluje svoj del tega programa. Tukaj so mestni muzeji, čipkarska šola, društva, združenja, klekleric, godbena pihara, slikari, filatelisti, občina, krajevna skupnost. Kdo vse? V bistvu vedno povabimo vse, ki nekako želijo prispevati k temu, ki se vidijo v festivalu. Je pa v bistvu festival sestavljen iz strokovnega, bom rekla, odbora festivala, ki ustvarja strokovne vsebine, mi pa potem na zavodu z vsemi ostalimi, ki želijo sodelovati, dodajamo spremljevalne vsebine. Največji magnet za vse obiskovalce v teh dneh čipkarskega festivala pa so razstave, prav gotovo. Ja, sigurno razstave so tiste, ki so tudi srednji del festivala in ki jih želimo narediti čim bolj prijetne, tudi za tiste obiskovalce, ki se strokovno ne ukvarjajo s čipko in pač zanimive. Osrednja razstava bo tudi letos v galeriji Magazin z naslovom Svilene niti, kaj pripovedujejo? V bistvu ne, osrednja razstava bo na gradu Geverkenek. Bo na gradu. Ja, in je razstava Mestnega muzeja Idrije, ki obeležuje letos 70 let, in društva Klekleric Idrijske čipke, ki imajo 20. obletnico. To je njihova osrednja razstava, skupaj v krogu. In oni so v bistvu naredili en izjemen projekt, ki bo razstavljal en ogromen prt. Kakšen in kaj, ne bom zdaj razkrivala, zato ker pol ne bo zanimivo ga iti pogledati. No. Druga pomembna razstava, ki pa bo, in iz katere smo izpeljali letošnji rdečo nit festivala, je pa razstava v galeriji Magazina Sijaj svilene niti. Kaj pripoveduje ta razstava? V bistvu je zelo zanimiva razstava, ker bo prikazala razvoj svilarstva in svilogojstva na Slovenskem in bomo imeli 3 dni od petka do nedelje v galeriji žive sviloprejke iz slovenskih svilogojcev. In se bo tudi bo prikaz odvijanja niti teh sviloprejk. Zelo zahtevna zadeva, zato ker Inštitut za svilarstvo in svilogojstvo, ki to razstavo skupaj s čipkarsko šolo organizira, bojo mogli na 3 ure te sviloprejke hraniti in tudi hoditi po svežo murvo na Kras, ker sviloprejke jedo samo svežo murvo. In ne sme več kot toliko ur ležati, če ne jejo več. No. Tako da tu imamo že v predpripravah, ker bom rekla, eno veliko koordinacijo, da bo vse okej. No. Na to razstavo opozarja tudi logotip letošnji. Ja. Kdo ga je izdelal? Logotip letošnjega festivala je idejna zasnova in izris je delo Tine Koder-Grajzer, nato ga je pa še dokončal Peter Lahajner. Čipkarska šola vsako leto razstavi dela svojih učenk in učencev. Ja, in tudi v okviru festivala poteka natečaj za najlepšo čipko, kjer vsi, ki gredo na razstavo, lahko glasujejo za njim najbolj všečno čipko. No. Galerija Svete Barbare, vidim, tukaj bo razstavljala simfonijo prepletenih niti. Ja, v galeriji Svete Barbare bo v bistvu razstava kot vsako leto likovnega društva Cinober. V čipkarski šoli pa bo tudi delavnica. Vsako leto pripravite te delavnice oziroma jih pripravijo? V čipkarski šoli vsako leto v okviru festivala pripravijo zanimive delavnice, zelo so obiskane. Lahko pridejo tečajniki na delavnico na lico mesta, v šolo, je pa organizirana tudi preko spleta, preko Zooma.
Je to za začetnike ali že za... Ne, moraš pa že kar nekaj znanja imeti, ja, da se lahko delavnice udeležiš. No, vse osnovno znanje moraš imeti v klekljanju. V dneh festivala bo po Idriji najbrž tudi veliko mest, kjer bodo gospe klekljale na ulici. Ta tradicija malce ugaša, ampak vsaj ob festivalih se ohranja. Letos smo v bistvu malo ukrepili vse to, ker smo imeli prejšnja leta kritike, da pogrešajo sploh starejše obiskovalke, malo več klekljaric po mestu. Tako da je Društvo klekljaric Idrijske čipke združilo moči z klekljarskim društvom Marjetica Cerkno in ne bo zdaj letos prikaz klekljanja samo v soboto, ampak tudi v nedeljo, no, in malo bolj številčnejše bo. Zanimivo je tudi to, da ste v soboto pripravili druženje klekljaric, mislim, da popoldne na Mestnem trgu. Kako bo to izgledalo? Ja, druženje klekljaric neformalno. Želimo si, če smo že festival Idrijske čipke in nekako poudarjamo to dediščino in tradicijo, pač najbolj, bom rekla, tipično je bilo včasih klekljanje po ulicah, a ne? In kaj je bila poanta tega klekljanja? Druženje, a ne? In pogovarjanje. Tako da smo povabili klekljarce iz Slovenije in iz tujine, da se nam pridružijo na velikem druženju klekljaric pod šotorom na Hacijevem trgu. Jaz slišim, da pridajo celo iz daljnih krajev. Res je. Najbolj zanimiva skupina je skupina klekljaric iz Drezna. Pridejo s kombijem že v četrtek zvečer in bo tu cel festival. Prihajajo klekljarce iz Portugalske, iz Španije, iz Belgije. Tako da ja, letos smo kar veliko delali na tem, da smo prišli v kontakt z društvi tudi po Sloveniji in izven in jih povabili k festivalu, saj je njim namenjena, ne. V dneh festivala bo torej vsa evropska klekljarska javnost pozornost usmerila v Idrijo. Ja, jaz upam, da ja. Glasbeni program letos mislim, da je še posebej imeniten. Na otvoritvi v petek zvečer bo nastopil pevski zbor Kombinat. Ja. Zakaj ste jih izbrali? Ja, rdeča nit festivala je revolucija, evolucija, a ne? In v bistvu otvoritveno slovesnost kreiramo skupaj z Ano Kržišnik-Blažica in gledališko skupino Gimnazije Jurija Vege in Dramatičnim društvom Idrija. In ko smo nekako zapisali in naredili scenarij, je pol nas prešinila ideja, da samo še pevski zbor Kombinat tu zraven spada, zato ker so pač predstavnice, bom rekla, revolucionarnih pesmi. In smo tudi zbor pol z njimi naredili tak, da bojo pesmi nekako predstavljale to rdečo nit revolucije v Idrijski čipki, ki jih hočemo poudariti na otvoritveni slovesnosti in revolucije, ki so jo delale ženske v zgodovini Idrijske čipke. V soboto na glavnem trgu nastopa Siddharta, Marko Hatlak z bendom, Greg Ivan z Jacuzzi Kraljem, Leo Cok, Maja Tanšek, Branko Brezavček pa v nedeljo popoldne na Hacijevem trgu. Res je. Kar nekaj dobre glasbe. Ja, tako ko si pač takšen festival, bom rekla, zasluži. Jaz zmeraj pravim, če pač delamo in želimo imeti kakovostno prireditev, morajo vsebine tudi biti kakovostne, tako da tudi glasbeni zbor letos je primeren temu. Poseben utrip mestu da vsakoletni sejem, na njem se predstavijo domače in umetnostne obrti in najbrž tudi vsi pripomočki za klekljanje. Ja, sejem je v bistvu razdeljen na 3 kategorije, domača in umetnostna obrt, pripomočki za klekljanje, kulinarični del, no, tako da je za vsakega nekaj. V nedeljo bodo odprti tudi vsi muzejski objekti? Ja, vsi muzejski objekti, vsi objekti, bom rekla, oziroma turistične atrakcije bodo v soboto in nedeljo odprti od 9. ure zjutraj do 7. ure zvečer. Posebnost letošnjega praznika pa bo tudi 20-letnica društva. S kakšnimi poudarki bo ta slovesnost? Ja, klekljarice bojo v bistvu imele slovesnost nagrado, kot se pač pritiče za njihovo delo, na kateri bo prikaz tega dela. Izpostavile bojo pač svojo 20-letno, bom rekla, zgodovino. Vemo tudi, da so že izdale bilten, v katerem je prikazano njihovo delo, tako da v okviru tega si pač zaslužijo tudi posebno, bom rekla, slavnostno prireditev. Akademijo. Tako. V nedeljo dopoldne oziroma opoldne bo tradicionalno klekljanje na Starem trgu, tekmovanje v klekljanju.
Največ otrok praviloma pride, ne? Ja, tekmovanja, jaz pravim, da je to srce festivala Idrijske čipke. A ne? Videti 200 otrok na kupu, kako ponosno nosijo bule do prizorišča, je res nekaj izjemnega. Kar se je izkazalo lansko leto, ko smo po 3 letih v bistvu zatišja festivala, ko ga ni bilo, a ne, je lani ta dogodek spet malo stopil v spredje in smo nekako vsi doumeli, kako pomemben je za vse nas, za festival Idrijske čipke in tudi za ohranjanje naše dediščine. Nenazadnje moramo vedeti, da vsak, ki pride v Idrijo in ko mu poveš, koliko otrok obiskuje še čipkarsko šolo in so željni tega znanja, se začudi. In prvo vprašanje je, ali je to del izobraževalnega programa, v katerem morajo biti. Ko jim povemo, da ne, da je to čisto na prostovoljni bazi, so pa res še bolj začudeni. Ne? In res moramo to ohranjati in dati temu poudarek. No? In zato jaz to vedno izpostavim, da ta povorka in tekmovanje sta srce festivala Idrijske čipke. No? Posebej slikovita je ta povorka, ki jo omenjate, tudi s pihalnim orkestrom Godbenega društva rudarjev. Ja, seveda, to je pač neka tradicionalna zadeva, ki je stalnica in pač bo tudi ostala v prihodnje. Izvedli boste tudi državno tekmovanje za pokal Ivanke Ferjančič. Kaj to pomeni? Ja, v bistvu celotno tekmovanje, tako za otroke kot za odrasle, spada v okvir državnega tekmovanja za priznanje Ivanke Ferjančič, ki ga dobijo pač potem najboljši za razglasitvijo v različnih kategorijah. Koliko ljudi bo obiskalo Idrijo v dneh festivala, kako načrtujete? Ja, zdaj mi pač načrtujemo tako, kot je nekako številka lanskega leta, med 5 in 6 tisoč obiskovalcev. Seveda vemo, da največ obiskovalcev je na sobotnem festivalu, tudi otvoritvena slovesnost je zelo dobro obiskana in posledično potem tudi ti ljudje obiščejo razstave in si ogledajo druge znamenitosti Idrije. Tako pester program pa terja tudi nekaj denarja. Kako se kaj odzivajo sponzorji, pokrovitelji, podporniki? Ja, jaz se moram v tej priliki zahvaliti vsem, ki podpirajo festival in nam pomagajo, da ga lahko izpeljemo v takem obsegu, kot si želimo in kakovostno. Tako, ko se temu festivalu pritiče, še vedno ostajajo naši zvesti sponzorji, brez katerih festivala zagotovo ne bi bilo. Vidim, da je vaš glavni pokrovitelj Ljubljanska banka. To je dobro, ne? Tam je denar. Ja, jaz moram tu izpostaviti, da Nova Ljubljanska banka ima zelo, bom rekla, sodoben način sponzorstva. Oni ne dajo denarja, ampak v bistvu plačajo vsebine, ki si jih izberejo in s tem dejansko potem podprejo festival kot taka. Ne? Brez sponzorjev praktično ne bi bil izvedljiv. Ne, festival brez sponzorjev zagotovo ne bi bil izvedljiv. Valerija Božič, direktorica Zavoda za turizem v Idriji, hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam za vaš trud, ki ga vlagate v ta projekt Idrijske čipke in vse dobro pri organizaciji vam želim. Ja, jaz se zahvaljujem za povabilo v studio in seveda ob tej priliki vabim vse domačine, da se v čim večjem številu odzovejo festivalu, pridejo na festival, si ogledajo, kaj so novega klekljarce ustvarile v enem letu, kar je za nas pomembno tudi, da je ta festival prvi vrsti festival za domačine, šele na to za obiskovalce. Vsekakor. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.